Mladi je tukaj, ptički žvrgolijo, kje smo zdaj? Mi lahko poveš točno, kje se nahajamo? Mi smo v bistvu v kleti, ki so jo restaurirali pred kratkim, bila zasuta do vrha z zemljo. V kleti te hiše, ki je postala muzej od Alojza Bratuža, pesnika in prevajalca. Tako da, ja, kot lokacija meni se zdi kar dobra z mojimi temi mašinarijami tukaj. No, z mano je tukaj Anton Špacepan Vončina. Ne moram reči, da si umetnik, ti si več, ali se lahko definiraš? Kaj vse si? Normalen smrtnik, se imam za ilustratorja in delam scenografije za filme. Drugače, umetnik je nekaj drugega za me. Ja? Antifašist. Antifašist. V glavnem, nisi samo to, si tudi pisatelj. To ne vem. Izdal sem roman, ki je napisan s prijateljem Francescom Tomado, se pravi slovenski roman napisan v italijanskem jeziku, kar je malo tako posebno. Smo zelo zadovoljni, ker odziv sploh v Italiji, ta obdobja zgodovinska se ne opredeljujejo prav dosti, ne, imajo kratek spomin, ampak smo že pri reprintu, pač pri ponatisu. Tako da je. No, ta roman bomo dobili tudi v slovenščini, upam, ne? Ja, načeloma naslednji teden gremo v Koper se spoprijateljevati s prevajalcem in bi mogel iziti enkrat konc 2024. No, ker smo mi malo bolj tako, kako bi rekli, filmska tudi revija, ne? Kje te lahko vidimo v filmu? Kaj si delal v filmu? Pri čem si sodeloval? Videti v filmu dejansko ne, zato imam ponovadi kakšne maske gor, ampak jaz delam kot scenograf pač, ne, in različni film, večinoma sem delal na italijanski strani, itak to niso italijanski filmi, to so koprodukcije, torej je vedno banda Italijani, Slovenci, Hrvatje, Španci, Francozi, tako da je nek fritto misto, pravimo tle pri nas. In en srednjeveški film, Minocchio, ki je bil kar tako odmeven in tudi kompleksen, ker pač vse vas, živali, predmete, vse to si mogel narediti ponovno in staro vsaj 500 let, ne. Tako da muzeji ti niso posodili stolice, zato po stolicah so stare 500 let, ne zdržijo riti novodobnih ljudi, ne. Tako da je bilo kar pa po cerkvah to pač delati kulise brez dati niti enega cveka na steno, kar je prav, ampak je malo težko. Pol je neka komedija, tle imaš, to je že 10 let nazaj, ker pač se staramo, ta Zoran Novičak ni idiot, Drevo od Sonje Prosenc, sem deloval z Vasjom Kokeljem. In zdaj na zadnjih stvari je Mož brez krivde, ki se zdaj vrti po, mislim tudi v slovenskih kinematografih, tematika je azbest. Kompleksna taka zgodba, ki se ukvarja s to travmo in to smrti, ki se še vedno vrstijo, ne, tako kot imamo v Anhoveni, v Tržiču, v Monfalconu, je ogromno tega. In eno še, ampak ne geografski film, absolutno ne, prav zaradi tega, ne, Fiume o morte, v bistvu taka bolj surrealistična analiza Danucijeve kampanje v Rijeki, ne pa te poitalijančevanja in te stvari, tako z Igorjem Bezinovičem, to je pač hrvaški režiser. Kompleksne stvari, kar zanimive. Sicer pa... Lažem kokice v kino, jasno. A pred filmih, kjer si sodeloval, ni kokic? Kada delamo filme, ponavadi ne, ampak tam se reče, tiste filme malo bolj, ko bi se reklo, ležerni, so popcorn movies, ne, tako da jaz imam rajše kaj bolj tesnobnega, če se da nekomercialnega. Ampak za teboj je nekdo, ki me skenira. Kje se pa on pojavil, ali pa ona, ali pa ono? Ta tukaj? To je ena taka inštalacija, nažalost ta festival ne obstaja več, po 16 letih je pač določena v Italiji, tako kot pri nas, ampak Italija je še malo hujše, to obdobje politično, kjer sistematično zatirajo kulturo in izražanje določenih stvari. In v tem primeru te festival se je kličil Strofe dipinte di jazz in tam si imel okrog teh 4 jezerca, to so še neki gramoznice, glinokopi in tam si počenjali pač ta festival glasbeni, poezija, predavanja, ampak tako v naravi in tudi nič snobovsko. In so me vprašali že več, kot sem sodeloval, če lahko naredim neko inštalacijo in pa sem od tega pač, to je bil zapičen notor v jezero, ne, kao da je se karamboliral na zemljo in zraven ni še narejena, ker razstavo še, ko ste verjetno opazili, jo še montiramo.
In to je pač nezemljanska, vpraša za, ko se reče, permesso di soggiorno. Potrdilo, ja, da lahko za bivanje, no? Potrdilo za bivanje, ker pač zdaj z vsemi temi migracijami in rastajoč rasizem in to, sem hotel poudariti to zadevo, v bistvu nekomunikacije, ko smo postali že sosedu, ne, da ne bomo citirali Prešerna. Ti si začel že, ko si bil zelo mlad, ne? Kako bi opisal tvoje začetke? Kaj je bilo tisto, ki ti je, kdaj ti je naredilo klik v glavi? Po moje že sreča je bila ta, da jaz sem se rodil v Trubarjevi 11 v Novi Gorici in za mano je bil potok Koren, vrtovi in takoj gozdovi, ne? Tako da jaz in Tomos imam pojma eden za drugega. Ko so drugi igrali pač šport in bili tam okrog, jaz sem pač zahajal v gozd in tam v gozdu so pač živali, neke zvoki, ki jih moraš še razlagati, kaj so. In mitologija, čeprav v šoli, v osnovni šoli sem imel precej problemov, tudi s kakšnim tem bulizmom in to, ker ne vem, zakaj ljudem šlo na živce, da rišem pač dinozaure, krvoločne stvari, jaz imam rad živali, ampak celo kakšni učitelji so mi rekli, da boš, da tega ne počenjam. Zdaj pa, ker je prišlo toliko let mimo in so vsi nori na neke fantastične figure, Game of Thrones, jaz sicer se ukvarjam bolj z mitologijo in z bajkami in tako, zdaj so mi pa rekli, da sem bil precej naprej v tem smislu, ker so njihovi sinovi vsi nori na to in oni začnejo brati fantasy, jaz se samo malo posmejem in rečem, dobro, okej. Se me spomnite, ne? Ampak se spomnim, ti si naredil tudi koledar Tolkienov? Ja. Kdaj je to bilo? Urka, to je bilo 20 let nazaj. Takrat sem še sodeloval v italijanskem državnem Tolkienovem društvu. Preden sem ugotovil, da v bistvu za razliko Amerike v Evropi tematike, kot so fantastične in to Tolkien jih ima precej desno usmerjena publika, ne? In tako da zdaj imaš kakšne take simbolike, ki mejijo že skoraj na odkriti fašizem. Samo s temi ljudmi, recimo kultura je bilo zanimivo, ta naš del, jaz sem bil v sklopu pač kulture, risbe, animirali smo določene stvari, konstrukcije, scenografe, kulise in to. Tam smo bili vsi malo bolj, ko bi se reklo, lepo smo se imeli, ker nismo imeli probleme z raso in z barvo kože. To je pa zdaj še vedno velik problem. In mi povej še nekaj, na tej razstavi bomo videli tudi stvari, ki si jih prej že ustvarjal. Kaj dejansko je rdeča nit te razstave? Rdeča nit te razstave, mislim, da je moje staranje. V bistvu prva slika, če jo uspem dobiti, je enega sem imel 4 leta, ko sem narisal mamo, tam se izhaja, ne? In zadnja slika je verjetno moja krsta. Ne vem, to en del je pač povezan s filmom, se pravi od risbe do rekvizita, v primeru neke maske in to, nažalost, te prostor je res lep, samo ene stvari so prišle noter, recimo zmaj, ki je dolg 12 metrov, nek mlin star se hotel prenesti, da je pa malo bolj oprijemljivo, ne, da ne bo vse v neki figuralični abstrakti, ampak mislim, da material je kar precej. Kje je pa zdaj zmaj? Zmaj je še vedno Čepovano in se zleti ven z bajte enkrat na leto, ko imamo ta festival, če povem. Konec avgusta je, ne? Konec avgusta je. Timing, dokdaj traja ta razstava? Mi lahko poveš? To jaz ne vem, ampak mi bi lahko sugerirali eni tam za tabo s kakšnimi številkami. Ne vem, kakšen teden. Se pravi, vabiš lahko vse, da pridemo sem, kje pa smo, v Medani? Mi smo v Medani, kakšna je številka tlele, pač muzejska hiša Alojza Gradnika, ne, in ne, tako da povedal, delam tako enemu prijatelju, kakšni uri je razstava, koliko časa traja? To je tak hec filmski, se lahko boste rezali, to so tudi. Bomo videli sproti, ampak bo odprto, ne? Ja, dobro. In ja, za urnik bomo še videli. Ne? Skratka, se splača priti malo v Brda. V Brda se vedno splača priti. Kaj je tisto, kar ti je v Brdih najbolj všeč? Še vedno, čeprav zdaj eni so tudi naredili malo precej razritja v naravi, ampak meni je še vedno narava, pobočate steze, vinogradi in to, valjda tudi vino, ne. Jaz imam še vedno rad te osmice, malo bolj skromne, čeprav imam par prijateljev, proizvajam vrhunska vina. Samo območje, sploh te obzore, ki vidiš morje, hribi in to, ne, tako da to me zelo fascinira. Zdaj mi še to povej, prej sem gledala tam tvoje, kako rečemo temu, risbe, slike.
To, kar Pa imaš ilustracije tam. pač. Ilustracije, no, in so delčki iz tvoje iz vajne knjige. Kako ti, najprej napišeš knjigo, ali najprej narediš ilustracijo, kakšen je proces? Kako je to? Jaz sem zelo vizualne narave, v bistvu jaz se predstavljam in že to, da sem imel neko zgodbo, ki mi je moj oče povedal, malih en utrinek, kot krušek in to stvar se mi je imela tukaj od zadaj, da se mi je pač starala lepo in tako. In pa začnem delati neke risbice, tako da sem si jaz to predstavljal in glede na to, da moji sopisatelj na začetku, ker proces je bil kar dolg, on je izredno dober pesnik, ampak nismo zdaj neki romanopisci, ne, in da se je to bolj ujelo, tudi k njemu smo šli tudi na kraju dogajanja, se pravi v Čepoven. Ampak jaz sem rabil vedeti tudi, kakšne so ploščice v tej gostilni, kjer se dogajajo določene stvari, kakšno je pobočje, kakšno je pokopališče, kakšno je bilo, pa sem govoril z lokalnimi ljudmi, ki se ukvarjajo kar na visokem nivoju z zgodovino in intervjuje, ampak jaz vedno to risal, tako da te risbe so nastale, da se jaz vidim, kdo so te liki, kakšne so atmosfere, jaz hočem zaznati vonj po plesni v kakšni kleti. In tudi zaradi tega te slike bojo tukaj na razstavi, ampak niso prisotne v romanu, ker smo hoteli narediti tak roman, da mi vemo, kako si predstavljati, da je tudi jezik, jaz ne moram biti objektiven glede tega, ampak tisti, ki so roman prebrali, njih je kar precej, so rekli, da je izgleda, kot da bi imeli en film iz papirja, da bi gledali. In slike ne bi rad, nisem hotel, da jih preveč zakoličijo lastno domišljijo, ne. Tako da slike so, če bo kdaj išla kakšna slikanica ali kakšen graphic novel, jih lahko uporabim, če ne pa so bilo zame prav za to. Zdaj imam naslov, film iz papirja, ni dobro? Ja, niso rekli tudi, to je politična bajka, kar je tudi to res. In predvsej ljudem je to eksotično, da če ta roman se dogaja pač v obdobju leta 1931, v polnem obdobju poitalijančevanja in tako, in nič ni bilo jasno, so mislili, da tisti, ki se ukvarja z uporniki, da sem jaz kot Slovenci, da moji kolega je pa tisti, ki je pisal fašiste, ampak to ste popolnoma, eden ne ve za drugega, kdo je kaj napisal in to se mi zdi, da je naredi neko enotnost, tako da